Ko mi naredimo en korak proti naravi, ponovadi res narava naredi 10 korakov proti nam. Gozdni vrt je poudarek na tem, da mi hrano pridelujemo na drevesih, na grmih, v trajnicah. Torej ni to zaraščen gozd, ker je to neprehodna zadeva, ampak je dejansko malo bolj odprt savanski gozd, kjer dopušča ogromno svetlobe. Lahko na 400 kvadratnih metrih komod, skoraj večina sadja, jagodičja, zdravilnih zelišč predelaš. V naravi imaš že marca, aprila ogromno zelenjave v obliki divjih rastlin ali pa v obliki nekih rastlin, ko si jih ti zasadil, pa so trajnice. Otroci to tako intuitivno obvladajo, da če bi me nekdo vprašal, rajši grem z otroki saditi, kot pa odraslimi. Ne? V bistvu s Katjo sploh nimamo WC-ja v hiši, ampak imamo kompostno stranišče. Definitivno naj bi rekel, da sem 100% samoskrben, ker nisem, pa nikoli ne bom. Meni je dosti bolj pomembno, da sem sooskrben z lokalno skupnostjo. Bravo. Ko sem prvič na socialnih omrežjih zasledila vrt brez prekopavanja, sem se res vprašala, a je to res sploh možno. In sledili so oglasi in oglasi od Naj raste, od Aljaža Plankla in Daniela Montalna. In danes imam to srečo, da sem prišla v njune kraje, da lahko pogledamo iz prve roke, jih vprašamo vse, kar se tiče gozdnega vrta, vse, kar se tiče delanja ekosistema, kjer je toliko veliko užitnih rastlin, da se danes pa že res toliko veselim, da jih spoznate, da jaz ne bi kar nič čakala. Daj, gremo, pojdite za mano. Živijo. Oprosti, pa sem se mnogo stopila. Ni pa nič. Živijo. Ja. Evo, Aljaž in Daniel, ful sem hvaležna, da snemamo danes tukaj skupaj. Se že čuti dobra energija, ful se veselim tega pogovora. Verjamem, da bo noro zanimiv tudi za vse gledalce in gledalke, zato ker so tako zanimive stvari. Jaz sem prvič danes slišala o užitnih ekosistemih. Da bi mi lahko povedala, kaj je to? Boš ti začel jaz? Daj ti. Užitni ekosistemi so v bistvu, bom rekel, ene zasaditve, kjer mi vključujemo drevesa, grme, trajna zelišča, enoletnice in v bistvu skušamo upoštevati naravne procese, z njimi sodelovati, pa jih včasih tudi predvsem pospeševati. Torej, kaj želimo, da ustvarimo en ekosistem, v katerem različne rastline ustvarjajo pogoje, da lahko lepo rastejo in da v bistvu mi dejansko ratamo ne skrbniki rastlin, ampak skrbniki prostora, v katerem lahko potem nabiramo hrano. Hkrati je pa ta prostor ponuja tudi različne potem ekološke prednosti, torej in gnezdišča za različne koristne ptice, tudi za insekte. Torej ni samo v pridelavi hrane, ampak se gre predvsem v neki pristni povezanosti z okoljem, ker človek zna upravljati z naravo, ne pa se boriti proti njej ali pa jo kontrolirati. Na tak način v bistvu potem tudi dobimo ene večje površine, kjer človek lahko zadiha, se lahko sprosti, dejansko uživa v tem, kar ima. Torej, rastline lahko rastejo same, naša naloga je, da res poskrbimo, da pomagamo naravi iti skozi procese, ki se v naravi sami že odvijajo. A to pomeni, da ni treba vsako leto novih sadik dajati not? Ja, ker v bistvu gre bolj za trajno zasaditev. Se pravi, rastline, ki jih zasadimo, predvsem predstavljajo trajnice ali pa drevesa pa grme, kar pomeni, da jih posadiš enkrat, se širijo in v bistvu so tam dolgoročno lahko tudi. Določene so malo bolj kratkožive, določene so dolgožive, ampak gre za to, da je poudarek na trajnih sistemih, pa da ni to v bistvu zelenjavni vrt. Glih to sem hotela reči, čeprav jaz imam eno vietnamsko špinačo, ali kaj je, ki v bistvu neprestano jo lahko režeš in raste. A tudi kakšno tako stvar vključuje ta? Ja, sploh v začetnih letih, ko drevesa še niso tako velika, ko imamo ogromno prostora, sonca, je ful prostora tudi za zelenjavo, tudi za enoletnice, ampak predvsem ciljamo na dvoletnice, trajnice, drevesa, grme, ko pa je tudi z njimi veliko manj dela na dolgi rok. In zakaj se reče prav gozdni vrt, da je to pol ta užiten ekosistem? To je tako Dani prej rekel, zelo je poudarek na sodelovanju z naravo. In gozd v naravi
je v bistvu najbolj učinkovit ekosistem. In želimo vrtnariti kot gozd. Se pravi, ni to vrtnarjenje v gozdu, Ja. ne, gozdni vrt ni vrtnarjenje v gozdu, ampak je vrtnarjenje kot gozd. Tako se mi zdi, da hočete to, kar je v gozdu, zdaj spet nazaj dati tja, kjer so zdaj travniki. A bi lahko tako rekel? Ja, odprte površine ali pa gozdni robovi. Gre za to, da v bistvu ustvarjamo ekosistem, ko temelji na drevesih, grmih, ker to je naša primarna hrana, tista najbolj zdrava hrana za nas obstaja v trajnicah, v drevesih, grmih. Naša civilizacija pa ful temelji na enoletnicah. Gozdni vrt je poudarek na tem, da mi hrano pridelujemo na drevesih, na grmih, v trajnicah in potem se vprašamo, ne, kako gozd nastane, kako iz puščave, kamna, iz travnika gozd nastane in te procese narave ful opazujemo, smo ful nad njimi navdušeni, pa jih uporabljamo, pa skušamo čim bolj tako narava delati, da si olajšamo delo, pa da pospešujemo te procese. Zdaj, če pogledamo malo te klasične vrtove ali pa klasičen pristop, kako se dela, ne, bomo hitro ugotovili, ker naša hrana zdaj bazira na enoletnicah, moramo zavirati naravo. Ne. Torej, vsako leto moramo ustvariti gola tla, vsako leto moramo v bistvu pripraviti tla, skrbeti za rastline. Za razliko od, rekel, gozdni vrt pa se mogoče tudi začne za enoletnicami, ne pa trajnimi zelišči. Ampak v tem primeru potem mi skušamo razumeti, da če bi naravi pustili sami, da se ustvarja, bi tam bil končni rezultat gozd. In mi lahko zdaj pospešujemo te procese in si ustvarimo v bistvu gozd, kjer je večji poudarek na užitnih rastlinah in pa dejansko tudi poskrbimo za poti, za dostop in si v bistvu ta gozd ustvarimo v eno praktično obliko. Ne. Torej, ni to zaraščen gozd, ker je to neprehodna zadeva, ampak je dejansko malo bolj odprt savanski gozd, kjer dopušča ogromno svetlobe. Naša naloga pa je, da se potem igramo z rastlinami, umeščamo rastline skozi čas pa skozi prostor, na način, da izkoristimo čim več sončne svetlobe. Torej, pod drevesi lahko rastejo malo nižja drevesa, grmi, trajna zelišča, enoletnica in v bistvu sklop teh rastlin skupaj ustvarja ta živi ekosistem ali pa gozdni vrt, kot mu drugače tudi rečemo. In kakšna je pa razlika, recimo, če se hočemo na tak način samooskrbovati? Ker ne, jaz zdaj čakam, da bo na vrtu nekaj zraslo in je poletje in vem, da bom čez poletje imela dovolj zelenjave. Kako pa je pol v teh primerih? V naravi imaš že marca, aprila ogromno zelenjave v obliki divjih rastlin ali pa v obliki nekih rastlin, ko si jih ti zasadil, pa so trajnice, ker to pomeni, da imajo obstoječe korenine, po zimi se umaknejo, spomladi začnejo zelo hitro. Čisto ena taka zelo preprosta primer je kopriva. Ti imaš od koprive špinačo že 10-krat, medtem ko recimo špinačo na vrtu lahko enkrat, dvakrat porežeš, mogoče koprivo lahko celo leto režeš. Pa še avtohtona je, ne? Ja, in jo imaš v bistvu zelo hitro spomladi. Tako da potem veliko takih rastlin vključujemo noter, ko nam dajejo, mi dva rečemo temu trajno zelenjavo. Se pravi, ni to zelenjava, ki jo moraš vsako leto sejati v gojo zemljo, ampak je to zelenjava, ki raste kot trajnica, se sama obnavlja. Sliši se fenomenalno. Ogromno je te hrane, ful je te hrane. Ja, jaz nabiram krompirjevko, ko nimam solate doma, tako da to je ena stvar, ki jo obožujem. Ja, in se mi zdi, da ko je to hitro potem na krožniku od tega trenutka, ko jo pobereš, valjda zadrži to toliko več hranil in je verjetno veliko bolj živa ta hrana, kakor nekaj. Bolj živa, bolj polna okusov, ne, spekter okusov, ki ga mogoče sploh ne poznamo iz neke klasične zelenjave, ne. In tudi gozdni vrt, če gledamo, je tek na dolge proge, ne. Skušamo v začetnih letih še vedno enoletnice vzgojiti pa trajna zelišča. Želimo pa, da v roku 5-10 let dlje več hrane dejansko proizvajajo grmi pa drevesa, torej tisti trajni elementi, ki bojo poskrbeli tudi, da bojo Aljaževi otroci pa še vnuki potem imeli eno okolje, za katerega ne bo potrebno redno skrbeti, redno tla obnavljati, redno gnojiti, pleveliti. Ja, gre se za to, da dolgoročno mi tukaj res želimo, da je ekosistem, torej skupek rastlin,
ki skrbi za okolje, za tla, za ostale rastline. V prvih letih pa seveda lahko pri vzpostavljanju gozdnega vrta naravi precej pomagamo, če razumemo, v katero smer želi iti in jo spodbujamo k temu, ne? Ker velikokrat se zgodi, da zaradi nerazumevanja mi naravo skozi premikamo nazaj in ji nikoli ne dovolimo, da odraste v en odrasel ekosistem. Pa tu bi sam poudaril, ne, ko govori, delamo z naravo, ji pomagamo, ko si ti rekla, a nič od tega ni treba, ne. Še vedno negujemo, še vedno mi delamo z naravo, sodelujemo z njo, se odločamo, kaj bo dobilo več prostora, kaj bo dobilo manj prostora, ampak ne gremo pa mi v takšno nego, kjer pa mi posegamo, da delamo dejansko golo zemljo. Pa da jo čisto poštošaš, pa moraš spet vse to dodajati, ne, si predstavljam. Kako ste videli sploh do tega prišla? Kdo od vaju je bil prvi tako, da vas se zdaj s tem ukvarja? Ste imeli nek svoj gozdni vrt ali ne vem, opazila, da imamo tukaj vsak svojo zgodbo in smo se potem nekako združili. Tako je prišlo, ja. V bistvu jaz osebno sem 2007. leta nekaj začel sanjati takrat so še bile sanje. Začela me je zdrava hrana zanimati in sem se začel v bistvu spraševati, kako se zdravo prehranjevati in v bistvu sem ugotovil, da če hočeš imeti zdravo hrano, moraš si jo pridelati, ne. Oziroma jo moraš znati nabrati tudi, ne. Začel sem študirati divjo hrano, kortezeja, ne, pa v bistvu sem potem tudi dosti tuje literature prebral in zelo hitro prišel potem na permakulturo, pa na gozdni vrt in na začetku sem veliko vrtnaril, hkrati začel tudi z gozdnim vrtom se ukvarjati in je bilo tako lepa popotnica. Pol sem tudi ful potoval po Sloveniji, sem malo hecal, imam tak moderni hlapec sem bil, ker sem v bistvu živel na kmetijah, pa pri ljudeh, pa jim pomagal, se učil na tak način ful, dobil hrano, dobil prenočišče, potem bil še v ene takih parih zanimivih skupnostih, bi lahko rekel, kjer sem vedno imel poudarek na vrtu pa gozdnih vrtovih. Tako da to je bil v bistvu moj začetek, no, zdrava hrana, spoznanje, da si jo moram sam pridelati, v bistvu poskrbeti, prevzeti odgovornost za to, da zdrave hrane ne bom kar tako mogel kupiti, a ne. In je šlo zelo potem v to, da si lahko določeno stvar, ni fora v tem, da je vrt napačen v zelenjavni, ne. Zelo dobro hrano, del hrane si lahko pridelamo na vrtu, tudi jaz imam vrt. Glih, to je bilo eno tudi moje vprašanje, ne, koliko pol vajin vrt trpi, ko pomagata vsem drugim vrtovom, ker rečejo, da je Kovačeva kobila bosa, no. Je kar v redu, v dobrem stanju. Ker tukaj izgleda, bomo si šli pol pogledati, ne, izgleda čudovito, ampak vedno rečejo, ne, da pol sami začnemo šepati, če nekaj delamo za druge. Tako da večino je del zelenjavnega vrta še vedno, ga neguješ, pridelaš neko določeno zelenjavo tam, je pa to v bistvu bolj priloga na krožniku, ne, kar si pa moramo pridelati ali pa poskrbeti, da si naberemo, pa da znamo to tudi, so pa tudi kalorije, pa tako, ne, se pravi, to, kar pa zdaj večinoma dobimo v trgovinah ali pa... Misliš žita? Tako, žita, riž, to še vedno kupuješ? Krompir, se pravi ogljikovi hidrati, proteini, maščobe, ne, kalorije. To kupuješ še žita ali tudi isto žito, ampak skušam čim bolj recimo podpirati to, da namesto navadne moke kupim kostanjevo moko, ne, ker je pač trajni vir in hkrati tudi sadim kostanje, ko zmešan, zato da bom nekega dne lahko tudi svojo moko si delal, ne. Ful kostanjev naberem za ozimnico, zato da jih imaš dejansko lahko celo leto za jesti, ne samo kostanjev piknik enkrat na leto, ne. Lešniki so ful pomembni, lešniki so vir beljakovin, maščob, krompir lahko zamenjajo kostanji, ne, pa koruzo lahko kostanji zamenjajo, pa vsa žita dejansko, ker lahko moko delamo iz njih.
Tako da je, ja, je Tako da ta- slišim, da so stanje tudi še za naprej, a ne? Ja. Tako da definitivno naj bi rekel, da sem 100% samooskrben, ker nisem, pa nikoli ne bom. Meni je dosti bolj pomembno, da sem sooskrben z lokalno skupnostjo, Bravo. da pri sosedih recimo dobim meso, če ga rabim, ali pa če nimam pašnikov, ne, da dobim določene stvari pri sosedih, Ja. ali je to neka mehanizacija, ki si jo sposodim za 2 dni, ker jo, zakaj bi imel nekaj, če ne rabim celo leto, ne. Ja. Pomagamo si z delom, z nasveti, tako da predvsem sooskrba se mi zdi je tista taka. Je cilj, ne? Ja, je cilj. Krasno, to večkrat govorimo tudi mi na podcastih, me ful veseli. Kaj pa Daniel, ti, kako si se ti? Ja. Jaz že od malega sem odraščal bolj v gozdu, ne. Bili smo na vasi, ker nismo nekih sovrstnikov, tako da moji sovrstniki so bili močeradi pa divje živali, ne, ki sem jih že od nekdaj gojil. Potem sem pa v bistvu skozi srednjo šolo skozi že to razvijal, sem začel z dedkom saditi različne grme, sadna drevesa. Pa sem hitro ugotovil, hudiča, sadno drevo sredi travnika ne funkcionira, ne. A ne? Ja. Potem se je v bistvu zgodilo tudi to, da sem šel gozdarstvo študirati, ne, in na študiju gozdarstva sem pa res do potankosti skoraj spoznal, kako slovenski gozdovi funkcionirajo, kako se pomlajujejo, kako v bistvu gozdarji z pametno izbiro, katera drevesa bodo padla, v bistvu poskrbijo za večjo produktivnost gozda. In se mi je že takrat začelo porajati vprašanje, pa zakaj tega ne damo na kmetijske površine, ne. In je bilo to neko vprašanje, na katerega mi noben profesor ni znal ali pa velikokrat tudi mogoče ni upal odgovoriti, ker se potem tu krešajo mogoče kakšni interesi med kmetijstvom pa med gozdarstvom. In potem se je v bistvu moja zgodba začela, da sem se jaz odločil, da treba je to zgodbo gozda vpeljati v moj sadovnjak, videti, kako se stvari odvijajo. In sem v bistvu šel potem na to zgodbo. Sem se vmes prijavil tudi na tečaj permakulturnega načrtovanja. Tam smo se pa v bistvu z Aljažem tudi spoznala. Aljaž je bil takrat v vlogi predavatelja, jaz sem bil takrat v vlogi učenca, ampak smo relativno hitro ugotovila potem že na samem predavanju, ne, da je najina vizija ali pa pogled na to, kako svet funkcionira, ful podobna, ful kompatibilna, in v bistvu smo na tej točki potem počasi začela skupaj sodelovati na delavnicah, pa smo videla, da se dobro dopolnjujemo in smo v bistvu potem, tako kako v naravi vidimo, ne, neko združbo rastlin, smo začela počasi ustvarjati tudi eno človeško Dobra združbo. soseda sva. Ne. Ja. Glih sem hotela vprašati, kako pa permakultura sovpada s tem, kar vidva delata, ki je presek, ali pa je to eno in isto, ali vidva ločujeta? Ja, jaz bi rekel, da je velik del tega, kar delava, ker oba imama zelo neke korenine v permakulturi, ker tudi ko sem jaz gozdni vrt najprej spoznal, sem se prijavil takrat pol 2009 na permakulturni tečaj sam zaradi gozdnega vrta, ampak tam mi je tako malo glavo odprlo, ker permakultura ni samo zastirka pa vrtnarjenje, ampak je v bistvu način razmišljanja, način načrtovanja, kako ti gledaš na naravne sisteme, kako ti v bistvu kot človek potem skušaš upravljati z sistemom, da si dejansko ustvariš bivanje, ki pač podpira naravo pa človeka, ne. In Jaz sem si samo eno stvar zapomnila iz permakulture, pa boš potrdil, pa še kaj dopolnil, ampak da mora imeti vsaka rastlina 3 funkcije, ne? Da lahko eni daje esenco, da lahko jemo in da lahko, ne vem, eni drugi pomaga pa rasti, ne vem. ja, Tako zdaj pa, če greš malo višje, verjetno še ja, verjetno. to je ful res, Osnova. ampak to recimo je načelo permakulture, ne. Permakultura ima 3 etike, skrb za človeka, skrb za naravo, pa skrb za pravični delež presežkov. Pol ima pa Tudi živalim da nazaj. Ali Tako, kako? ne. Ja, So? ja. Okej. Pol pa dejansko imaš načela, ne, in eno izmed načel permakulture je vsak element mora upravljati več funkcij. No to, Ne, ja, se ja. pravi, ali pa vedno, ne, ko greš neko stvar delati, mora vsaj 3 razloge moraš imeti za to, da to narediš, ne. In to potem se zelo dobro povezuje s tem, ko gradiš bajto,
ko delaš neke stvari okoli hiše, ko recimo pri energiji, kako si ti zagotoviš energijo, ne, se pravi, nevarno je, če imaš sam toplotno črpalko za energijo pa toploto. Ne. Nevarno je, če imaš ti samo en vir vode pitne. Ne. Se pravi, tukaj pol začneš ta načelo uporabljati, da imaš ta presežek, to odvečnost, backup plan. Ne, Ste me že toliko prepričala, da jaz bi se kar prijavila za en posvet, edino, kar me skrbi. Jaz sem samo 400 kvadratnih metrov parcele. Kjer je že velika češnja, kjer je ena mala visoka greda. Ali je to za sodelovanje z vama recimo že dovolj? Je. 400 kvadratnih metrov je v bistvu precej večja površina, kot si ljudje včasih lahko predstavljajo. Sploh če gremo gledati, kako gosto lahko v naravi skupaj rastline rastejo, če damo prave skupine, torej v različne sloje. Ne. Lahko na 400 kvadratnih metrih komod skoraj večina sadja, jagodičja, zdravilnih zelišč predelaš za lastne potrebe. Pa jaz bi tu predvsem poudaril, ni samo pridelava hrane, ampak to je dejansko prostor, v katerega se rad vsak dan vračaš, kjer te povleče noter. Ni to prostor, kjer vidiš delo. To je res prostor, kjer lahko uživaš, nabiraš hrano. In rekel, večina dela se giblje okrog nabiranja hrane, pa mogoče malo počistiti površine pred pobiranjem. Torej, ne gre se za vnašanje hranil, ne gre se za neke stvari, ampak se gre, da ta prostor dejansko lahko sam pridela zastirko, hranila, hrano, vse narava, če gledamo na licu mesta, lahko to ustvarja. Na 400 kvadratih lahko to zelo dobro že upoštevamo, še manj. V bistvu. No, daj, povejte, koliko sta najmanj recimo prevzela načrtovanje in podporo, pa do koliko se gibljeta, koliko sta pa največ recimo zasadila? Malo več kot 100 kvadratov. Pa smo ga tudi zelo lepo zapolnili. Največji pa, bom rekel, kmetijo, največjo, ki jo zdaj počasi urejamo, je tudi 30 hektarjev velika. Zasaditve, ki smo se jih pa lotili naenkrat, je pa naprimer tam nekje 1 hektar, torej 100 krat 100 metrov, kar so kar velike že površine. In ljudje si velikokrat, ko gledamo številke, malo ne znamo predstavljati, ampak 2000 kvadratnih metrov, to je 1/4 hektarja, lahko za nekoga že precej velika površina. Ogromno. Kar se mi je prej pojavilo vprašanje, ki si rekel, hočemo poustvarjati to, kar je v gozdu. In potem moje vprašanje, jaz živim zraven gozda. Zakaj bi hotela pol še na svoji parceli poustvarjati gozd, a ne bojo rasle iste stvari, če grem sam 2 metra stran, pa grem v gozd? Ful dober, ja. To me zanima. Ja, ker tvoj cilj ni gozd ustvariti. Tvoj cilj ni, da imaš pol bukve pa hraste, kjer od spodaj ne raste veliko. Ampak ustvarjaš to, ko sem prej rekel, tebe zelo zanima, pa si navdušena nad tem, kako je ta gozd nastal. In te procese uporabljaš pol za ustvarjanje gozdnega vrta, ko bo pa izgledal dosti drugače kot pa nek navaden gozd, ker bo velik poudarek bo na užitnih rastlinah, ki če jih... Na manjši površini, tako, ja, kjer v bistvu imamo zelo veliko izbiro rastlin, zdaj trenutno v obdobju življenja, v katerem smo, v zgodovini človeštva, v bistvu imamo toliko rastlin na voljo, toliko enih plodov, toliko enih zanimivosti, ko jih lahko vključimo v gozdni vrt, da bo ta gozd, zato se mu reče vrt, je gozdni vrt, ker ti vrtnariš s tem in je res velika pestrost rastlin. Z našim upravljanjem mi skrbimo za bolj odprte krošnje, zato da ni veliko teh največjih dreves, ampak da je potem lahko tudi ogromno nižjih dreves, grmov, zelišč in na tak način imamo veliko večjo pestrost, kakor pa v nekem navadnem gozdu notri. Jaz bi rekel, da največji aha moment je tudi to, da ugotovimo, da narava ni najbolj produktivna, če jo samo pustimo samo po sebi. Ampak če gledamo rečemo par desetletij nazaj, so naši predniki s pašo, z uporabo okolja dejansko poskrbeli za večjo produktivnost sistemov. In odrasel gozd, če je čisto naraven, se precej zasenči, torej ni več prostora za sadna drevesa, sadne grme. To je v bistvu neki odrasel gozd. Če boste pa šli pogledati na gozdni rob, boste pa ugotovili,
da gozdni rob predstavlja v bistvu večji del hrane, ne. In človek je včasih zelo dobro znal te gozdne robove uporabljati, jih rihtati. In dejansko, kaj mi gledamo ekološko, mi želimo v gozdnem robu držati naš gozdni vrt, ne. Torej, to je malo bolj odprt sistem, ne, ni zaprt gozd in zaradi tega je potem produktiven. Ja, se zdaj bolj, ko razmišljam, imamo tudi pri nas, ja, takoj so jagode na vhodu, divji česen, ne, in se tam zelo veliko nabiramo. Če bi morala dati zelo praktičen tak input, recimo, kaj se pobira v takem gozdnem vrtu, ne vem, poleti, spomladi, jeseni, pozimi, tako po eno praktično, brez česa ne bi smela biti v bistvu, brez česa ne bi smeli imeti vrta. Kaj bi rekla, kire so te stvari? Slišala sem prej koprive. Ja, če bi šel od začetka, od spodaj, ne. Ja. Jaz bi dal recimo dežen, je meni ful dobra rastlina. Zelo tak bujn zraste, ima okus po zeleni, stebla njegova lahko uporabljamo kot zeleno, stebelno. Listi njegovi so užitni, pa jih lahko damo tudi v smutije ali pa jih kar tako jemo, ima tak res čudovit, dober, močen okus. Pol, če grem v nek grmovni, nižji sloj, recimo so sibirske borovnice, pa en kup sort ribezov, pa kosmul, pa jost, pa takih stvari, ki nam tudi dajo zelo hitri pridelek že potem, ne. Potem imamo kakšne večje grme, definitivno lešniki. Ali pa recimo šmarna hrušica. Šmarna hrušica je super plod. Potem imamo pa že kakšna drevesa, tukaj je ful velika izbira sadnih dreves, pa potem tista največja, krovna, so pa kakšni orehi, kostanji. Jaz sem imela, toliko imam rada kostanj, sem rekla, če bi lahko živela od enega, bi od kostanja lahko živela čez cel let. Pa pri nas v gozdu ga ni, ne sme se pa kar tako malo zasajati, ne. Lahko se zasadi, ni V problem. kakšnem smislu, da se ne bi smelo zasajati? Jaz bi si želela, da bi bil ta gozd zraven nas bolj poln kostanjev, verjetno ne smem kar iti pa kar zasajati kostanj. Zdaj, če so to gozdne površine, je mogoče zakonodajno, ne, malo preprečuje, ampak jaz bi rekel, da tudi te bolj preprečujejo človeški zakoni kot naravni zakoni, ne. Torej, vedno je odgovor, bom jaz rekel, če neka stvar je odsotna, ne, je vedno odgovor, prinesi seme. Seme ima veliko genetsko pestrost, ne, in velikokrat si mi mislimo, da bodo določena drevesa se ne splača sejati, ker ne bo nikoli, ne, ampak poglejte, drevesa se morajo pomlajevati, ne, veliko dreves lahko, bistveno več dreves lahko sejemo, ne, tudi z genetsko pestrostjo potem poskrbimo, da ta drevesa so odporna lahko na nove pogoje, ne. Tukaj se gre predvsem za to, ne, pa se mi zdi, da ko smo se prej o hrani pogovarjali, najlepša izkušnja je to, da se ti sprehodiš po gozdnem vrtu in nabereš pestro paleto hrane, ki je zjutraj niti še nisi mogel načrtovati, ker je vedno nekaj novega za odkriti. Ali so to maline, ali so to robide, ali se ti gozdne jagode spodaj skrivajo, lahko je zgodnjih spomladanskem času so tudi čemaži, ki jih lahko dajo, ne, torej probamo v času stvari dati notri, pa velikokrat bomo tudi videli tako dežen, pa kakšne druge stvari, ogromno zelišč. Ko mi naredimo en korak proti naravi, ponavadi res narava naredi 10 korakov proti nam in tukaj se lahko potem vmes najdemo, ne, ogromno ene divje hrane, ne, kar ne smemo pozabiti. In ta, ko še enkrat poudarim, ne, pestra paleta okusov, ki jih mogoče nismo navajeni, ker je res polna hrana, ne. Vitaminska hrana, ki te nahrani, ne, dejansko se počutiš nahranjenega, ne samo kalorično, ampak vitaminsko, antioksidantno, ne, prav čutiš se živega, ne, ko ješ to živo hrano. Zdaj, ko se to razlagate, bom še lačna ratala. Razmišljam pa to, koliko je pol pomembno, da se zraven še izobražujemo, ker vso to hrano je tudi zdaj treba nekako znati pripraviti ali pa vedeti, ne, kje vse to lahko jem. Nekaj sem prej slišala, da imata tudi neke delavnice, da imata neko skupnost, se pravi, ne samo, da poskrbita za to, da pomagata na lokaciji ali pa sam svetovanje glede lokacije, ampak lahko tudi gremo naprej. Ja, glih včeraj smo imeli delavnico tukaj, smo tele sadike presajali, pa učili ljudi, kako se vzgaja ta zeliščni sloj v gozdnem vrtu, ne, kako lahko svoje sadike pridelaš, pa kakšna pestrost je notri, potem neke hrane, ker ni nujno samo divja hrana, ampak
lahko mi gozdni vrt ful dopolnimo z ogromno pestrostjo teh drugih užitnih rastlin v tem sloju nižjem. Ja, to je naš mentorski program, ko v bistvu imamo sodelovanje v bistvu z posameznikom, je zelo tak 1-na-1 usmerjeno, se pravi, mu pomagamo načrtovati posestev, mu pomagamo ključne odločitve sprejemati, ga izobražujemo glede ključnih stvari, ki jih mora on početi, ne? Se pravi, da je zelo akcijsko usmerjeno, da znajo ljudje dejansko delati to, kar teoretično razumejo, pa da tudi svojo parcelo znajo razumeti, pa se pomiriti glede določenih stvari. Največkrat, kar nam rečejo, je, da jim damo korajžo, pa da jih pomirimo, da zdaj lahko zadiham, ker vem, kak je naslednji korak, vem, da mi bo ta pomagala potem pri naslednjih korakih, celostno v bistvu razumejo svojo parcelo, se pomirijo, ker vejo, kam kaj spada. In to je en tak, tak dober način, kako lahko mi ljudem pomagamo. Ne toliko samo z zasaditvami, pa da namesto ljudi delamo, ker na koncu si tudi midva želiva ljudi opolnomočiti, da znajo sami narediti stvar, da znajo sami skrbeti za prostor. Če pa želijo, lahko nas pa tudi najamejo za pomoč, pomagate, da mi konkretno mogoče nekaj speljemo, kar mogoče niso sposobni fizično, ali pa da nimajo še dovolj veščin, da želimo ful pospešiti določene stvari. Se mi pa zdi, da je naš program Razplus en tak most med to teorijo pa prakso, ne, ker tukaj se največkrat pri ljudeh zaplete. Ne. Teorije je ogromno, znanje je ogromno, premalo je poguma, da se stvar naredi, in v bistvu naša naloga je, da se sfokusiramo, da najdemo območje, ki je najbolj primerno za začetek, dejansko začnemo ustvarjati. Ne. Ker kaj se naredi je, da ko človek enkrat vidi, kako enoletnice, pa trajna zelišča, pa grmi skupaj funkcionirajo, ko začne temu procesu zaupati, ko ga malo spozna, začne pa opažati potem potenciale povsod, kjer pogledaš. Ne? In ta odprtost do teh naravnih potencialov, ki ti jih narava ponuja, je potem tudi tista, ki bo dolgoročno vodila do tega, da lahko tudi večja zemljišča zrihtamo na način, da bojo delovala v skladu z našim življenjskim stilom, ne? Da nas ne držijo potem nazaj, ali pa da ko vse skupaj spustimo, stvar zopet nazaj vzame narava in zopet ni nič iz rečemo naše zapuščine. Ne? To bi poudaril, ko je rekel v skladu z življenjskim stilom. Ne? Glih to prilagajanje, ne? Ja. Ti če nekaj čitaš, pa gledaš, se učiš, ti ne veš, kako pa glih na tvoji parceli. Ja. Jaz bi rekel, da smo zelo dobro v tem, da znamo prepoznati, kakšne so tvoje potrebe, želje, omejitve, priložnosti, izzivi, in to v bistvu upoštevati, kako bomo potem ti pomagala načrt narediti, svetovati, katere ideje so sploh primerne zate, kakšni so prvi koraki, pa kako lahko parcela dolgoročno deluje, pa izgleda, pa na kak način si ti potem noter vključena, ne? S koliko dela, na kak način boš to delala, pa kaj boš od tega imela. Ne? Da je zelo, v bistvu, mi govorimo o kontekstu, ne? Se pravi, življenjski kontekst posameznika je v bistvu najbolj pomembna stvar, ne? Ki jo je treba upoštevati. Ker na YouTubeu imaš ful video in večina tistih idej pa na svetu ni primernih za tebe. To pa veliko krat boste, ko se ljudje sami lotijo, se osredotočijo na svoje želje. Ne? Velikokrat se moramo pri posestih vprašati, kaj so pa potrebe, ki jih mora moja posest zagotoviti, da se bom jaz počutil dobro. Ne? In tukaj ponavadi ljudje ga malo sami kiksnejo mimo, in tu mi res dobro pomagamo, da naštelamo, kaj dejansko ti potrebuješ za to, da boš lahko živel. Ne kaj si želiš toliko, ampak ponavadi so lahko želje vezane s potrebo, velikokrat so pa želje samo zato, ker si na YouTubeu neko idejo videl. Ali pa ima sosed v Sloveniji. Tako, ali pa sosed, ne? In velikokrat pogremo v neke sisteme, ki ne funkcionirajo z nami, niso v sinhroni z nami. Ne? In pri permakulturi je mogoče ta nevarnost predvsem, ker če mogoče pri enemu funkcionira taka stvar, ni nujno, da je to v skladu z tvojim ritmom življenja in ti lahko popolnoma pokvari, rečemo, izkušnjo, ki si jo želel imeti.
Evo, ravno to je bilo moje v bistvu naslednje vprašanje. Kaj je tisto, ki ga največ biksamo, kaj je tisto, kar vidite, da največkrat svalimo in mi je bil všeč ta del, da se verjetno sploh ne zavedamo. Nekaj je ideja, nekaj je pa pol vidva kot strokovnjaka, ko vse vidita in Lego že v Sloveniji je tako, se mi zdi, vsem dovolj velika, da tukaj sem prej videla češnje že na polno zorijo, pa nas sploh še niso začela verjetno tudi malo gledati na. Ja, drugi dan smo zjutraj zjedla češnje. A je še kakšna taka pogosta napaka, ki bi recimo imela danes priložnost opozoriti v bistvu čisto vse naše gledalce in Še bolj dopolnjeno, ampak jaz mislim, da je ena napaka, kjer je velikokrat se zgodi, da ljudje mislijo, da nas morajo poklicati, ko imajo golo zemljo. Velikokrat grejo kakšne mlade gozdove posekati, pa nas potem pokličejo. Jaz bi pa tu res apeliral, da mladi gozdovi, zaraščene površine predstavljajo neizmerno veliki potencial za ustvarjanje gozdnih vrtov, ker se dejansko 3 korake narava že naredila v pravo smer in če znamo mi v teh situacijah izkoristiti, lahko včasih tudi 2-3 leta prišparamo pri končnem rezultatu. In če že pokličite nas oziroma pridite do nas, ko še imate te površine zaraščene, ne klicati potem, ko ste očistili teren, to je ena taka napaka. In tudi, če ima kdo že narejeno vse, še zmeraj ima ta mentorski program, kjer se, kolikor razumem, izobražujete, in tudi, če nekdo bi se sam izobraževal, v bistvu z vama je to mogoče, tudi če ima že postavljen, recimo. Tako, problem vrednost tega programa predvsem je pa potem upravljanje z okoljem, kako poleti ravnati s temi zasaditvami, kako jih uporabljati, kdaj zastirati, kdaj kaj porezati, kdaj stvari pustiti. To so pa potem stvari, ki se jih učimo na tak način, da delamo. In tukaj lahko potem ogromnokrat ljudem pomagamo, kdaj kaj porezati, kdaj se česa lotiti, koliko časa imajo. V tem kontekstu se to splača delati. Zastri to manjše območje, ne večjih. To so potem pa praktični, specifični nasveti glede na njihove situacije, ki pa lahko tudi naredijo dan ali pa noč med končnim rezultatom, ali bo neka stvar, ki že obstaja, funkcionirala, jo lahko dobro dopolnijo, ali bo pa na koncu zopet postala neki klasični sadovnjak, kjer zopet ne upoštevamo procesov narave, ampak se dejansko zopet z škropljenjem, košnjo zopet borimo proti vsemu, kar pa tista živa meja, klasična, pa zelenica, pa neke ideje imamo, kako naj bi izgledal, se mi zdi. Kako bi morali izgledati zraven hiše, čisto vse zelenica, živa meja, klin, eno sadno drevo, drugo. Jaz bi rekel, da je mogoče to ena stvar, na katero sploh ne pomislimo, ampak se nam zdi, da je to neka normalnost, ker živimo v takem, rečemo, degradiranem svetu. In če se malo navadiš potem tega obilja, vidiš, da ni tista situacija normalna. Je normalna situacija, nekaj, kar v naravi že milijone let funkcionira, ti procesi. Ne pa ena stvar, ker lahko vidimo, če ta travnik 5 let pustimo pri miru, že imamo mlad gozd, na primer. Ja, to je to, ker se mi zdi, da človek gre dostikrat v kakšno skrajnost, preden pol najde ravnovesje. Tako da, kako bi pol vidva predlagala, da se loti človek gozdnega vrta? Najprej z opazovanjem samega sebe, kaj so njegovi cilji. Tu lahko mi ful dobro pomagamo te cilje zelo dobro razčleniti, jih razjasniti, nastaviti fokus. Potem pa definitivno opazovanje lokalnega okolja, pa zemlje, narediti konkretno analizo, kakšne potenciale imamo v naravi, kaj manjka, kje so izzivi. Potem pa postopoma lepo določiti območje, velikost tega območja, pa kere so tiste prve stvari, izbranci, kere izbrance bomo najprej posadili, pa kako bomo dopolnili prostor med njimi potem. In predvsem postopoma. Tudi 400 kvadratov razdelimo na območja. To je recimo v permakulturi zelo dober koncept coniranja. Imamo 0,0, smo mi kot človek, nička je hiša, ena je v bistvu prostor, ki ga ti največ uporabljaš, kjer v bistvu se največ gibaš, greš vsak dan po neki poti in v bistvu to območje ena je ob teh poteh, pa po tistem gibanju, kjer se ti v bistvu vsak dan gibaš, pol imaš 2, 3, 4, 5.
Ampak ja, tudi 400 kvadratov mi potem razdelimo na območja, tako da to bi bil en bolj, ni toliko fora o tem, kere rastline bom zdaj jaz bral, pa zdaj kako bom jaz tla pripravil. To so detajli, ko sledijo, so pomembni, ampak najprej se malo bolj širšo sliko dobiti svoje parcele. Ja, največkrat ljudje mislijo, da začnemo pri zasaditvah, pa pri kombinacijah rastlin, pa kam bomo stvari umestili. Ampak najprej je imeti treba jasno sliko, kakšne potrebe želimo si zagotoviti, kakšen je prostor, ali ja še omenil, kakšno je to naravno gibanje, torej, da umestimo rastline, ki potrebujejo več naše pozornosti, na območja, kjer se že vsak dan gibljemo, rastline, ki ne potrebujejo naše pozornosti, na območja, kjer mi mogoče enkrat na leto stopimo. In ko imamo mi ta stvari dana, potem več ni na silo, jaz moram pomisliti, da moram tja iti, ker velikokrat se potem naredi, da sadje sicer tam lepo raste, ampak mi pozabimo na njega. Torej, od takega sadja nimamo nič. To, če bi imeli bližje hiše, bi lahko, kaki kostan, ki ga enkrat na leto poberemo, komot lahko nekaj samostojno bolj stan raste. Torej, vse te stvari, nianse moramo najprej imeti malo naštudirane, potem pa res, tako kot je Aljaž rekel, specifično zbrati eno malo območje, na katerem mi dejansko lahko neko trajno rešitev naredimo. Da ni to na pol zastrto veliko območje, kjer bo čez 2 meseca zopet so travinje nazaj udarilo ali pa kaj, ampak da dejansko eno območje, ker mi intenzivno lahko začnemo pripravljati tla z zastiranjem, z to je pa potem čisto od konteksta odvisno, od človeka, od njegovega znanja, izkušenj. Vsekakor pa se lahko to ali čisti začetniki lotijo, ali pa tudi tisti, ki že imajo to profesionalno orodje doma, torej z vsakega potem. Vsak bo profitiral, tukaj, ja. Zelo mi je bilo všeč. Včeraj smo v bistvu dala 3 točke, kako se lotiti. V bistvu razmišljaš, kje boš intenzivno zasadil, katero območje pa kako veliko bo, pa s čim boš zasadil. Detajli pridejo, kako boš pripravil tla. Res veliko fokusa pa tvoje energije pa časa gre v to prvotno zasaditev. Potem se tudi vprašaš, kje na parceli imaš neke naravne potenciale, ker mogoče je narava že naredila 5 let korakov namesto tebe, ker je šla skozi nek proces, skozi katerega bomo tudi mi želeli iti pa jih pospešiti v tem intenzivnem delu. Pol imamo pa na nek način območja, ki so pa, kjer pa v bistvu mi gremo bolj v Rambo stil, kjer pa dejansko pustimo naravi, da gre skozi svoj proces, pa v bistvu bolj zelo na pasivni način naravi pomagamo, da gre čim prej v sosledju naprej skozi te procese. Tako Aljaž omenila Rambo, to so v bistvu rastline, ki jih ponavadi opazimo na kakih degradiranih površinah. Velikokrat jih bojo ljudje oklicali za plevele, ampak dejansko to so rastline, ki delajo senco, ki pospešujejo. Mi lahko v bistvu s takimi rastlinami dopolnimo določena območja in v bistvu naravi samo pomagamo, da se na naravni način razvija. Določena območja, bližje hiše ponavadi, se pa lotimo lahko bolj intenzivno, zberemo tudi svoje zelišča. Ampak to so zopet območja, ker vemo, da bomo redno hodili, uživali v rožicah, uživali v nabiranju zelišč. Neka območja, ki so pa precej oddaljena, pa mogoče tudi teh zelišč ne bi niti pobirali, je pa potem dosti boljše, da mi naravi pustimo, da pospeši ta razvoj z tem, da vključimo mogoče kakšne rastline, ki bi se že pojavile čez 2 leti. Torej ne odkrivamo tople vode, ampak velikokrat pogledamo na naslednjo zaraščeno območje, ki je lokalno, katere rastline se pojavljajo in dejansko uporabljamo rastline, ki se nam nakazujejo, da so uporabne. Torej ne gremo neke ameriške sorte stvari saditi, ampak če jih tam opazimo topole, če tam opazimo breze, če tam opazimo trepetlike, so to drevesa ali pa grmi, kaki rumeni dreni, rdeči dreni, v Aljaževem primeru šipki, so to rastline, ki jih potem pospešujemo, ker vemo, da želimo čim prej priti v fazo mladega gozda, ker bojo pa pogoji, da lahko tudi kakšna sadna drevesa zrastejo. Mene je tudi navdušilo, ker sem videla, kako imata lepo razdelan na spletni strani, sta prav odstotke sta dala, kako je 33% dobro planiranje, kako je potem 54% sama ta priprava in zasaditev je samo 17%. Se pravi, to je res čist
tista zadnja faza. Mene zanima mogoče še za malo popestritev tega podcasta ena zgodba, ki je vama ostala od vseh teh let, od vseh projektov, ki jih imata kot neka zanimivost ali pa ljuba izkušnja. Sama sem pregledala tudi vajne reference in sem videla, da ste enkrat od 8 do pol 3 popoldne zasadili kar 300 rastlin in sem tako wow, tako da zagotovo se skriva še kakšna taka dobra zgodba. Ja. Jaz mislim, da zgodbe so bile na vsaki zasaditvi ful zanimive. Zdaj, če se dotično malo pogovorimo o tem, ko smo 350 dreves posadili, ne, tukaj se res vidi, kako je ta moč tudi ekipe ljudi, moč ljudi, sodelovanje ljudi, ker dejansko lahko 10 ljudi z dobrim načrtom, z dobro načrtovano zasaditvijo dejansko v enem dnevu fokusiranega dela naredi eno trajno rešitev, kjer je to potem Pa z dobro usmeritvijo. Pa z dobro usmeritvijo. Vse tukaj se mi zdi, da je najbolj, ne, pa najlepše zgodbe, kjer tukaj vidimo, je predvsem, jaz bi rekel, delo z otroki. Meni mi gre kar dlake po koncu, no, ker dejansko, ko se 4-letnikami ukvarjaš, 5-letnikami, mali razumejo te zasaditve tako dobro, da sem na koncu ugotovil, da moram za staršami hoditi popravljati. Za mali mi nič ni treba hoditi popravljati. To mi je ful všeč, to se mi zdi, da ta mlada generacija, otroci to tako intuitivno obvladajo, da če bi me nekdo vprašal, rajši grem z otroki saditi, kot pa odraslimi, ne. In tudi to se mi zdi, tudi ker zdaj že parkrat so kakšni otroci tudi prišli na terene pomagati, ne. Ta ponos, ne, da ne vzgajamo samo mladih dreves pa grmov, ne, ampak da dejansko vzgajamo tudi mlado generacijo, ki pa že od malega s tem živi, ki od malega razmišlja na način kot gost. Ne, in tukaj se mi zdi, da bo najbolj trajna rešitev, ki jo imamo to, da delamo z mlado generacijo, za mlado generacijo in da se velikokrat zavedamo, da drevesa, ko sadimo, mogoče v njihovi senci ne bomo mi sedeli, ampak ni nič manj pomembno, da jih sadimo, ne, ker tudi mi imamo te stvari zato, ker so naši pradedki pa dedki stvari sadili, pa niso mogoče samo na sebe razmišljali, ne. In ta povezovalni člen, ki ga gozdni vrt meni daje, tudi medgeneracijski, ne. Torej, jaz imam povezavo s svojim dedkom, moji otroci bodo imeli povezavo z mano, ne. In ta povezava, ki se ustvari, se mi zdi, da ti da pol ta občutek skrbnika narave. Okej, ta prostor ima zgodbo, ne, ima neko dolgoročnost, ne, ni samo jaz, nisem samo moje potrebe, ampak dejansko vključuješ potrebe živali, prejšnjih generacij, bodočih generacij, rastlin in dejansko vidiš po vsem svetu, kjer hodiš, same sodelavce, ne, rastlina, pleveli. Če poznaš njegovo funkcijo, so vsi delavci, sodelavci, ki ti pomagajo graditi. In tukaj se mi zdi, je ta najlepša zgodba, ker vidiš, da se lahko človek toliko poveže v en ekosistem, da dejansko postaneš del ekosistema. Začneš razmišljati, se obnašati in tukaj se mi zdi, je ta najlepša zgodba, ki bo tudi pripeljala do te največje trajnosti. To si pa sam naredil to lep zaključek, da ne vem, če bi imela kaj za dodati. Ful se mi zdi to lepo, da vzgajamo neko skrb za okolje in odgovornost za sebe in hrane tudi prek otrok, da ni pol več vprašanja v Hoferju, a bomo vzeli one jagode, ki so že 3 mesece prezgodaj, pa take velike, ker točno ve, da tukaj nekaj ni prav, ne, da ne gre, da ne more biti taka zelenjava ali pa sadje, ker bojo vedeli, kako to izgleda, ne. Tako da jaz sem navdušena nad današnjim podcastom. Hvala, ker ste me tudi peljala okrog, da smo si vse tole pogledali. Karkoli, da vam je še ostalo na srcu, da rečete, evo, to pa sem še hotel povedati, pa nisem uspel. Ja, jaz bi samo še to enkrat poudaril, da lahko zelo lepo sodelujemo z naravo in da je v bistvu naloga sodobnega človeka, da se nauči spet sodelovati z njo, ker smo ful pozabili na te veščine, kako z njo sodelovati, kako uporabljati njene koristi, njene procese, da si zagotovimo eno kvalitetno življenje, ko bo nam v bistvu kvalitetno, pa bomo tudi pozitivno vplivali na svoje okolje. Ja, tudi mogoče zdaj sem se pa še jaz spomnila nekaj stvari, da si tukaj na svoji posestvi naredil tudi stranišča, ki so posebna. Boš ti razložil, kako in zakaj? Ja, kompostno stranišče je. V bistvu s Katjo sploh nimamo WC-ja v hiši, ampak imamo kompostno stranišče,
To pomeni, da vsakeč, ko grem na stranišče, z 10 litrov pitne vode ne odplaknem svojih odpadkov, ampak v bistvu posipavam lepo z žagovino ali pa z zdrobljenim listjem, karkoli pač je na voljo, in se potem to kompostira. In ne smrdi, na koncu imaš dejansko kompost, ki ga lahko uporabljaš okoli dreves, pa okoli takih rastlin, ko jih mogoče glih ne pobiraš direktno kot neke listne stvari, ampak je bolj za drevesa. Pa tako, lahko pa daš preprosto nekam na rob gozda ali pa kamorkoli želiš, če že nisi, če se ne prehranjuje zdaj glih čisto. Ampak ja, fora je v tem, da ne ustvarjamo odpadkov. To je eno izmed načel permakulture, je točno to spet. Ne ustvarjaj odpadkov. Tako da poskrbim za kroženje sistema. In v bistvu je tudi najlažji način kompostiranja je tak način. Ja, na koncu leta je ogromno komposta od tega, da grem vsak dan lepo na WC. Hvala, Aljaž. Ja. Jaz mislim, da če še kako glavno sporočilo je to, da narava milijone let že dobro funkcionira, ne v vsakih zaraščenih površinah videti težav, videti škodljivcev, videti kač, bolezni, karkoli, ampak dejansko poglejte, kaj dela narava, odprite samo malo oči, idite lahko samo malo na sprehod, tudi če nimate svojega gozdnega vrta zdaj. Narava, gozdni robo zelo lepo nakazujejo, na kak način lahko živimo z naravo. In če ne drugega, bi rekel, ustavite se na enem takem gozdnem robu, poglejte, pa si mogoče okrog kakšne jablane probajte ustvariti, ne se bati delati napak. Narava je zelo popustljiva, zelo lepo se jo da potem korigirati. Odprete mogoče treba oči, ušesa, poslušati, kaj ti govori narava, ampak največja napaka je, da nikoli ne štartamo. Teda, če že, lahko nas pokličete, lahko vam ful dobro pomagamo, ali pa se tega najprej lotite sami, boste videli, koliko vam ratuje. Narava bo ziher 5 korakov naredila do vas, če boste hoteli malo večje površine, pa smo z veseljem tukaj, da vam pomagamo stvariti eno jasno sliko, se fokusirati na prava območja in poskrbeti, da boste na dolg rok res živeli v enem svojem lastnem užitnem ekosistemu. Hvala, Danijel, in hvala, Aljaž. Jaz bi v tem trenutku prosila vse, ki to gledate, upam, da vidite, kakšno vrednost je že to, da imamo take ljudi okrog sebe v Sloveniji. Zelo bomo hvaležni, če ta posnetek šerate, delite s prijatelji, z vsemi znanci, ki mislite, da bi jim kaj takega prav prišlo, da bomo videli čim manj klasičnih zelenic z živo mejo, ampak da bo vedno bolj plodno vse okrog nas. In namesto klasičnega pozdrava danes zaključujem z naj raste. Naj raste. Naj raste. Dio.